Dober večer. Začenjamo 5. hagioterapevtski večer. Spomnimo se, kaj smo zadnjič govorili o ljubezni. Rekli smo, da je srce organ ljubezni, ljubezen pa je prostor resnice, dobrote in edinosti. Ljubezen je gotovost, da obstaja neko mesto, kjer boš premagal vse neuspehe, vse bolezni in vse smrti. Ljubezen uresničuje tudi vsa človekova hrepenenja in vizije. Zato je človekova vrhunska potreba, za katero je pripravljen narediti vse. Ljubezen je nekdo, za katerega vem, da bo ob meni tudi po smrti. To je nekdo, ki je večno navzoč, vedno ga lahko pokličem in mu povem vse. On je vedno tu, on je v meni. Ljubezen je torej nekdo, ob katerem lahko diham s polnimi pljuči. Srce je organ ljubezni, ki ga je potrebno usposobiti za sprejemanje ljubezni. Človek, ki ima ranjeno srce, ne more ljubiti, lahko pa se usposobi za sprejemanje ljubezni. Ljubezen ti daje spoznanje, da si nekomu dragocen in da je tudi tebi nekdo dragocen, da v tej osebi vidiš svoje življenje, uresničitev sebe in izpolnitev vseh svojih hrepenenj. Zaradi tega je ljubezen človekova vrhunska potreba, za katero je pripravljen žrtvovati vse, da bi izpolnil svoje življenje. Ljubezen je torej vrhunsko dobro, duhovna stvarnost, zato ona ni isto kot ugajanje in zaljubljenost. Prava in resnična ljubezen je večna ali pa je ni. Človek je silno potreben ljubezni in če je ne sprejema, se v njem rojeva strašno trpljenje, nesmisel in depresije. Zato je za človeka najpomembnejše izkustvo biti ljubljen in sprejet. Šele ko je človek ljubljen, je sposoben tudi sam ljubiti. Zato je ljubezen vrhunsko zdravilo, vrhunsko zdravje. Brez ljubezni ni življenja. Usposobi se torej za sprejemanje ljubezni, da bi jo mogel darovati drugim. Samo naravnanost na dobroto, ljubezen, resnico ti bo pomagala, da boš izpolnjen z ljubeznijo, da ona izpolni tvoje srce in te napravi za človeka, ki je sposoben ljubiti drugega. S tem pa boš sebe uvedel v radost, gotovost in zdravje, kar je tudi namen vsakega hagioterapevtskega večera, tudi današnjega. Prisluhni mu. Kdo lahko postane hagioasistent, je vsebina, ki marsikoga zanima. Zato bom na kratko povzela, kdo je ta oseba, ki torej lahko postane hagioasistent, kaj se od njega pričakuje, kakšne so njegove sposobnosti in življenjska drža. Hagioasistent lahko postane oseba, ki je prejela klic, ki je poklicana od stvarnika na delo v hagioterapiji in se temu klicu odzove. Oseba mora biti psihično zdrava in stabilna, imeti mora določeno znanje antropološke medicine, imeti mora izkustvo vere in imeti mora tudi izkustvo dela ob določenem mentorju. Torej znanje in izkustva sta pogoj za delo v hagioterapiji. Iz navedenih zahtev je razvidno, da mora biti hagioasistent nekaj drugega kot zdravnik, psihiater, psiholog ali pastoralni delavec. Hagioterapija namreč od kandidata za hagioasistenta zahteva aktivno sodelovanje s samim seboj, svojo osebo zato, da ostaja v duhovnem zdravju, saj v sebi nosi on vsa duhovna zdravila. Zato mora hagioasistent razvijati različne ideale na ravni svojega duha. Torej razvijati se mora kot človek, kar pomeni postajati moralen, dostojanstven, svoboden in človek plemenite duše. Naslednji ideal je ta, da se razvija kot vernik. Hagioasistent mora priti do izkustva absolutne biti, ki je ena sama ljubezen, kajti vse, kar mu je potrebno za delo v hagioterapiji, dobiva iz srečanja z nebeškim očetom in Jezusom in v svetem duhu prihaja do izkustva svojega dela. Obrnjenost k dobroti in ljubezni ga drži v gotovosti, ter mu je mogoče pričakovati samo dobro, iti po poti upanja in uživati stanja miru. Vera je tkivo človekovega bitja. S takšno vero je mogoče premagati vsako trpljenje. Hagioasistent mora verovati v hagiopacientovo zdravje.
In kaj pomeni izkustvo molitve? To pomeni pogovor, zedinjenje z Bogom, ga v srcu poslušati in mu pustiti prostor za zgodi se tvoja volja. Hagio asistent mora biti tudi strokoven človek, imeti mora široko znanje, občo izobrazbo, saj se srečuje z rezultati raziskovanja različnih znanstvenih disciplin. Hagio asistent je oseba, ki nosi v sebi poleg duhovnega zdravja tudi številne kreposti. To so vrline, izurjene dobre navade, za razliko od slabosti, ki so izurjene slabe navade. Zbranosti mora biti osredotočen na svojo stvarnost in misel, zavedati se mora svoje odgovornosti pred Bogom in hagio pacientom, ki v njem vidi izhod iz svojega trpljenja. Imeti mora zdravo misel in izgovarjati zdrave besede, ki izhajajo iz srca. Vsemi svojimi sposobnostmi hagio asistent prinaša duhovno zdravje hagio pacientu, skratka hagio asistent je sam kot oseba lekarna. Molitev je udejanjanje in prakticiranje žive vere. Kakor moliš, tako veruješ. Molitev je torej odnos zaupanja in odprtosti, ki jo premorem pred Bogom. Zato je molitev vedno tudi šola, kjer rastem v veri in se učim verovati. Srčika vsake molitve je torej vera, ki vse prenavlja in oživlja. Vera, ki je iz poslušanja. Vera, ki bogati, saj me povezuje živim Bogom in mi odkriva načrte, smisel in vrednote življenja. Vera je temelj vsake kreativnosti in razvoja. Samo vera te vodi do cilja in do uspeha. Tako je vera tudi temeljna zahteva in osnova vsake uspele hagioterapije. Zato sedaj prisluhnimo in se odprimo za njeno bogatstvo. Pomemben delež na poti duhovnega zdravja imata vsekakor vera in zaupanje. Rodita se iz prepričljivega spoznanja, da je človek ljubljen in da lahko od druge osebe pričakuje samo ljubezen. Prav zaupanje usposablja človekovo srce za sprejemanje ljubezni. V srcu se vse odraža. Če je srce čisto, je vse čisto. Če pa je srce polno strahov, tesnobe, slabe vesti ali bolečine, je celoten človek zamračen. V svetopisemskem kontekstu je srce središče osebe in odgovorno za odnose s stvarnikom. Ono je pravzaprav funkcijsko mesto vere, vernosti, zaupanja in ljubezni. Vera je interpersonalna resničnost. Veruje se nekomu, veruje se nekaj in zaradi nečesa. Veruje se svobodnim osebam, to pomeni ljudem in stvarniku. Navezujoč se na resnico oziroma veruje se jim, kar pravijo v prepričanju, da so resnicoljubni. Stvarnik je ljubezen in absolutna resnica, zato se vanj veruje brez ugovora. Verovati pomeni spoznati, da nas nekdo spoštuje in ljubi. Samo dobremu človeku se lahko verjame, ker verovati je isto kot pričakovati samo dobro. Tistemu, ki mu zaupamo, da nas ima rad, prepuščamo svoje življenje in skrivnosti, ob njem se nikoli ne čutimo ogroženi. Zato nekoga ljubiti pomeni dati mu vedeti, da je lepo, ker obstaja. Ljubezen in vera sta neločljivi. Najprej spoznamo, da nas ima nekdo rad, zato mu verjamemo in mu zaupamo svoje življenje. Temu sledi, da ga tudi mi pričenjamo ljubiti, ker nam predstavlja življenje in gotovo bodočnost. Vera je skladnost duhovne in telesno-psihične konstitucije človeka. Prava in dejavna vera mora biti prepričljiva, da bi se volja zanjo svobodno odločila. Karkoli človek veruje, kar je v svojem bistvu dobro, mu bo uspelo uresničiti, ker je bitje v razvoju, odprt presežnost. Tistemu, ki veruje, je vse mogoče, pravi Jezus. Naša sreča je zato odvisna od naše vere. Nevera je največji problem človeka. Pomanjkanje vere v zdravje je bolezen. Pomanjkanje vere v dobro je negotovost, nezaupanje in zlo. Pomanjkanje vere v stvarnika je izpad iz njegovega središča, je padec na samo psihofizično raven, na omejeno raven obstoja, ko ostane človek sam, brez smisla in upanja. Takšen človek nima prihodnosti in vse zlo v svetu se rojeva prav iz nevere. Vera in zaupanje oživljata človeško srce za sprejemanje in spoznavanje resnice in ljubezni, za življenje v edinosti in čistosti, za razdajanje v dobroti. Da pa bi človek zmogel v nekaj verjeti, potrebuje razumske argumente,
in na to v svobodni volji lastne odločitve. Vera namreč zahteva spoznanje, odločitev in delovanje. Vera je prisvajanje tega, v kar veruješ, je že posedovanje tega, v kar veruješ. Ko veruješ, že dobivaš, ker že vstopaš v to stvarnost. Vera je spoznanje duha, ki zaupanje pretvarjata v gotovost, da si nekomu dragocen in da te nekdo ceni in spoštuje. Človek je stkan iz vere in zaupanja. Vsak trenutek njegovega življenja je izpolnjen z vero. Karkoli namreč dela in kamorkoli se napoti, vedno potrebuje vero, da mu bo uspelo. Vera namreč ni le nekaj, na kar se v življenju naslanjamo. Ona je notranja moč, s katero premagujemo zlo, da dosežemo dobroto. Vera je tkivo tvojega bitja. Živiš toliko, kolikor veruješ. Zdrav si toliko, kolikor veruješ v zdravje. Vera je pravzaprav celoten človek, je prepričanje z argumenti. V prazno ni mogoče verovati. Vera je aktivnost, hoja za tistim, v kar veruješ. To so tvoje notranje oči, s katerimi vidiš, kar je duhovno. V vsaki življenjski situaciji glej za to naprej. Glej v dobro, v zdravje. Pred seboj imej neprestano vizijo dobrega. Razvijaj v sebi to notranjo moč, kajti če ne veruješ v dobro, se na nek način priklanjaš zlu in mu tako daješ mesto v svojem življenju. Živiš tisto, v kar veruješ, in samo to določa tvoje življenje. Vera je notranja moč, ki daje človeku gotovost, da gre za svojimi cilji in uresniči svoje hrepenenje. V tem, da to moč razvijaš, je pomembna vaja. Ob tem ti bo v pomoč, če se boš z zaupanjem naslonil na svojega stvarnika in mu boš veroval. To pomeni, da si pripravljen vse svoje bivanje popolnoma izročiti njegovi previdnosti, kar te osvobaja in oblikuje, da postaneš nov, kreativen, radosten, umirjen in večen človek. Bolezni duha nastanejo, če človek ne veruje v dobro, kajti dobrota je nekaj, kar je potrebno vzeti. Če je namreč stvarnik sama dobrota, potem jaz samo z dobroto vstopim v njega, potem sem samo po dobroti z njim. On je ta moč vere, ta gotovost, to zaupanje, ki vstopa vate in te dela duhovno zdravega. Zato bodi na strani dobrote. Prižigaj luč resnice in neprestano se zahvaljuj za dar življenja. Veruj, zaupaj, da bo vse dobro, saj je on, ki te je ustvaril, na tvoji strani. Zato se nikar ne boj, samo veruj. Sedaj se umirim in skušam sebi zaznati tisto notranjo moč, ki mi omogoča, da v upanju hitim proti ciljem, ki jih želim uresničiti. V meni se rojeva hrepenenje po tem, da bo moje srce čisto, kajti le tako bo zmoglo sprejeti dobroto, ljubezen, resnico, edinost in zaupanje. Vem, da sem ljubljeno bitje. Vem, da me je ustvaril nekdo, ki me je želel, ki sem mu dragocen in ki me neizmerno ljubi, saj sem delo njegovih rok. Moja pripravljenost, da se vedno znova obračam k dobremu, mi krepi vero v zmago dobrega nad zlim. Vera je moja vrhunska sposobnost. Verjamem, da me ta moč ozdravlja, vsemu navkljub bom zmogel preživeti še tako zahtevne življenjske situacije. Saj vem, da nisem sam. Ob meni je nekdo, ki me neizmerno ljubi. Če tudi pridejo preizkušnje, bo to moja priložnost, da še bolj okrepim vero v dobro. Verjamem, da se v mojem življenju lahko vse obrne na dobro. Če tudi ne vem kako. Moj stvarnik ve, njemu popolnoma zaupam. Pričenjam se zavedati svojih duhovnih moči, notranjih sposobnosti, ki so mi bile dane že ob spočetju. To mi daje gotovost, da se moja vera v dobro uresničuje. Sem človek, bitje v razvoju, lahko postanem boljši, sposobnejši, uspešnejši in še bolj zdrav. Postavil sem si cilj. Nisem to, kar sem sedaj. Sebe gledam v projektu in verjamem, da ga bom uresničil. V meni je spokojnost in radost. Z vpljivostjo in gotovostjo se predajam previdnosti mojega stvarnika, ki je absolutna resnica in ljubezen. Želim se napajati ob njem in biti tesno povezan z njim. Nahajamo se v letu vere in prav je, da se iskreno vprašaš, kaj je zame vera in kaj mi daje. Vera pomeni najprej pričakovati nekaj dobrega od zgoraj in ker je bistvo vere zaupanje, je vera osnovni predpogoj in stalna spremljevalka celotnega našega bivanja in vseh naših relacij. Še več, je osnovno tkivo in ena glavnih funkcij našega življenja, saj je od nje odvisno, kako in v kolikšni meri bo uresničeno
in bogato ter ustvarjalno tvoje življenje? V veri torej odkrivaš načrte, pot, smisel in izpolnitev svojega življenja. Sedaj si iskreno odgovori, komu daješ ti svoje popolno zaupanje? Komu zares ti popolnoma in v celoti pripadaš? Čigavo delo si ti oziroma čigav si ti v resnici? Spomni se, da vera pomeni najprej mojo popolno in osebno pripadnost Bogu, ki me je iz niča potegnil v bivanje oziroma v obstajanje. Vera pomeni torej mojo odločitev za nekoga, ki je absolutni izvor in vir mojega življenja, vseh mojih življenjskih moči, talentov in darov ter uspehov. Vera je torej nenehno in iskreno iskanje ter razodevanje Boga, ki je naša rešitev in naša sreča, naša tolažba in naš počitek, naše zdravje in zdravilo. Vera je tisti glavni most zaupanja, ki nas pripelje do Boga, ki je drugačen od nas, ker je vedno absolutno dober, popoln in vsemogočen. Vera je moj odgovor Bogu, ki se mi podarja, da odreši in spopolni moje življenje. Pomisli, vera te dviguje na Božjo raven in ti pomaga, da postajaš Bogu podoben. Samo On je namreč večna dobrota, večna ljubezen in večna blaženost. In kaj je tvoja največja želja, ki iz leta v leto vedno močneje tli in se oglaša v tvojih globinah? Ko te zadene bridkost trpljenja ali stiska smrti, kaj te daj? Ali ni tvoja največja želja in hrepenenje, da bi večno živel? Poglej, vera ti prinaša upanje na večno življenje. Prinaša ti popolno in jasno zagotovilo, da ti je Bog čisto blizu, da je na tvoji strani in da je po Jezusu iz Nazareta na križu trpel, umrl in stopil v območje smrti, da bi jo uničil, da ne bi večno gospodovala nad tistimi, ki so njegovi sveti in izvoljeni. Zato tudi Bog podarja vero kot zastonski in nezaslužen dar človeku, ki v njem ne preboja strah in pesimizem, ampak upanje in veselje, prihodnost in gotovost, jasnost in druge Božje darove moči ter milosti. Vera nas osredotoča na tisto, kar je bistveno v našem življenju, na smisel in na končni cilj našega življenja. Vera nas spominja, da imamo na zemlji samo začasno bivališče in samo v veri, ki je živa in polna dobrih del, vedno bolj romamo oziroma se bližamo proti večnosti naproti. Spoznaj torej, da je ta svet le prehoden, končen, pristranski in varljiv, kar je minljiv. Vera pa je trden temelj našega življenja, saj je začetek večnega življenja, ki nam odkriva novo nebo in novo zemljo, ki je nad nami, ker nas leta presega. To novo nebo in nova zemlja je po videnju apostola Janeza nebeški Jeruzalem, ki je edini, pravi in resnični svet, ker je večen. Vera je tudi most, ki te vodi do drugega, s katerim lahko zakorakaš v novo prihodnost, oziroma s katerim lahko gradiš in ustvarjaš novo prihodnost. Tako vera pomeni tudi spremenenje tvojega življenja, saj se brez nje ne da nič spremeniti. Kolikor veruješ, toliko se daš v življenju voditi, spreminjati in oblikovati ter spopolnjevati. Samo v moči vere v Boga lahko postaješ human, blag, usmiljen, ljubeč, pošten in celovit, človek, ki je poln upanja, zaupanja ter veselja. Vera je torej Božja moč in Božje zdravilo vsakemu, ki veruje. Je pa tudi glavna perspektiva in vsebina ter glavni temelj vsakega človeškega življenja in relacije, vsakega zakona, kakor tudi vsake družine. Dragi prijatelji, želim vam, da bi v veri odkrivali tisti močni dotok Božjih milosti, ki jih prinaša Sveti Duh. Ne bojte se, On vam bo pomagal odkrivati, da boste z radostjo spoznavali in doživljali, da ste Božji izvoljenci in maziljenci, ter vas tako učil, kako sredi preizkušenj in viharjev tega sveta pogumno in ponosno živeti iz Božjih moči kot kristjani sedanjega časa. Ne pozabi vendar na najpomembnejše. Bog je edini, ki te ceni, podpira in vate zaupa vsak trenutek. Kako pa ti njega in sebe? Naj bosta Božji mir in blagoslov, ki sta vedno sad Božje dobrote in iskrene ter žive vere vedno z vami, dragi udeleženci današnjega hagioterapevtskega večera.
Hvala, ker ste bili z nami in vabljeni tudi na prihodnje naše srečanje.